en lep pozdrav v tem prazničnem decembru, kar ga je še ostalo. Ni ga več veliko ostalo. Upam, da ste preživeli lepe praznike, božične praznike. Jaz sem rekla, da bom tokrat tale podcast, oziroma to epizodo podcasta Inspiracija namenila temu zaključevanju leta 2025 in rahlemu pogledu v leto 2026. Z razlogom, da skupaj malo ozavestimo, kaj se je dogajalo v preteklem letu. Jaz se bom za začetek zahvalila vsem vam, ki ste me v tem letu spremljali, tako moje podcaste, moje zvočne meditacije in vsi tisti, ki ste del osebnega mentorstva, ki sem vam lahko pomagala v tem letu. Srčno upam, da vam je kaj od tega, kar sem delila z vami, pomagalo in vsekakor bom te stvari delila tudi v novem letu, ki prihaja. Ker v prvi vrsti definitivno me to napolnjuje, ker ni ga boljšega občutka kot to, ko v bistvu lahko daš, deliš to, kar čutiš. In včasih imam občutek, da kakšno sporočilo, ki ga delim, kakšna misel, uvid, karkoli to je, vedno najde nekoga, vsaj enega, če je to tudi eden od vas v nekem trenutku, ko to najbolj rabite, se mi zdi to neprecenljivo. Tudi vem, kako je bilo meni, ko sem v bistvu potrebovala ali kakšen nasvet, ali kakšno iskro navdiha včasih v življenju, ko se nam zdi, da smo malo izgubljeni, ko ne vemo, kam bi pogledali. Pa včasih slišimo samo kakšno besedo, kakšno sporočilo, ki nam pokaže pot naprej, da se lažje odločamo, da smo mogoče bolj opolnomočeni, da vemo, da nismo sami. In upam, da tudi moje vsebine na tak način vplivajo na vse vas, ki to poslušate in da se čutite ob njih še bolj opolnomočeni, bolj v občutju, da ste vredni, točno takšni, kot ste v tem trenutku in da imate moč, da ustvarite življenje, kot si ga želite. Vsi smo pa na poti, seveda, nihče ni popoln, ne? Če že moramo govoriti sploh o kakšni popolnosti. Skratka, tukaj smo, no, da se z nekim sočutjem, z razumevanjem nekako podpiramo na poti življenja. In tako nam je vsem skupaj potem nekako lažje. Leto 2025 ni bilo, bom rekla, najbrž ne kolektivno, ne osebno, v osebnem nivoju za nikogar ravno lahkotno. Saj tako se meni zdi. Za nami je leto eno takih velikih zaključkov. Verjetno ste tudi vi v svojem življenju mogli kaj zaključiti, se posloviti od kakšnega bodisi odnosa, kakšne situacije, mogoče tudi kakšnih prepričanj, za katere ste bili do tega trenutka še sveto prepričani, da so del vas, da bodo z vami ostala vse vaše življenje, pa vas je mogoče kakšna situacija, kakšen dogodek obrnil v popolnoma nasprotno smer ali pa nekako razrahljal, kakšna trda prepričanja, v katere ste verjeli do sedaj. Skratka, to je bilo res eno leto shedding skin, rečejo Angleži, ne? Torej nekako lupljenja čebule, ne? Tak občutek, da smo nekako lupili iz sebe ali pa kača, ki se levi, ne? Če si predstavljate, odloži svojo staro kožo in jo zamenja z novo, ne? Nekako tak občutek je bil, se mi zdi. In tudi zdaj, ko se bližamo koncu tega leta, se mi zdi, da je en tak občutek, da res prihajamo do esence, do svoje esence. Vsaj pri sebi sem tako čutila, da sem se to leto res trudila nekako najti tisto esenco sebe. Kaj v resnici sem jaz, kaj je tisto, kar me res podpira, oziroma kaj je moje bistvo, kaj v resnici želim dajati v življenju. In kaj je tisto, kar bom rekla, je bila do sedaj samo neka vloga, ki sem jo igrala, bodisi zaradi prepričanj drugih, bodisi zaradi nekih, bom rekla, tradicionalnih pogledov na svet, vrednot nekoga drugega. In sem se mogla res poglabljati vase, da sem ugotovila, kaj je tisto, kar je res moje, kar napolnjuje mene, kar napolnjuje mojo dušo, kar je moja pot. In se mi zdi, da ta proces še traja in bo verjetno še trajal, zato nekako čutim zanimivo, no, ob koncu tega leta, letos neko drugačno energijo, nek drug občutek imam kot pretekla leta, ko si vsi nekako, ne, ob
času, ki prihaja, torej novega leta, vsi nekako začenjamo malo razmišljati o svojih ciljih, si postavljamo namere, kaj si želimo doseči v prihajajočem letu, kaj puščamo za sabo. Ampak se mi zdi, da v tem obdobju je pa nekako tak občutek, da nekako ne čutim čisto, da bi postavljala čisto konkretne cilje, ker se mi zdi, da niti niso toliko jasni in pa tudi, ker nekako ne želim preveč siliti v neko smer, ki se mogoče še niti ni čisto oblikovala, ampak se gre po moje bolj za ta občutek, da se zasidramo v nekem temelju sebe. Torej, da posejemo semena. Nekatera smo že ob koncu tega leta, nekatera še bomo v prihajajočem letu, ampak gre bolj za to res, ali smo našli svoje jedro, ali smo našli svojo esenco in kaj bomo posadili, posejali. Da se bo potem v naslednjem ciklu, zdaj če pogledamo tudi numerološko, prihajamo drugo leto v leto 1, letos je bila 9, se pravi leto 2025, ko je v bistvu tudi leto zaključevanj, zdravljenja, spuščanja, odpuščanja in zdaj v tem letu se mi zdi, da se bo čutila ta energija nekih novih začetkov, novih priložnosti iz drugega, bom rekla, priložnosti, ki bodo bolj v skladu z nami, tako bom rekla, ki bodo bolj v skladu z našo dušo, to, kar mi v resnici smo, če smo seveda naredili to delo, ampak še vedno imam tak občutek, da smo zdaj v tem obdobju neke inkubacije, ko v bistvu še vedno zaključujemo, delamo te, bom rekla, dokončne reze stvari, ki jih res ne potrebujemo več, se pravi stvari, ljudi, situacij, načina življenja lahko in da zdaj dobivamo vsi nekako te utrinke, v poglede, mogoče rahle vizije, kam bo to šlo, približno v katero smer, ampak se mi zdi, da gre bolj za sidranje tega občutka, kdo smo in iz tega se bo potem rodila tudi pot in novi cikel, ki nas bo peljal po poti, ki je mogoče bolj skladna s tem, kar mi trenutno smo. Tako da mogoče, da tudi vi premislite, kaj je tisto, kar ob koncu tega leta ali pa kar ste že spustili v tem letu, kar niste več vi, da res z neko hvaležnostjo, z ljubeznijo spustite tisti stari del vas, ki vam je služil do neke mere oziroma vam je služil v preteklosti, ni potrebe, da vam do tega zdaj nek odpor ali pa čutimo neko, bom rekla, nek neprijeten občutek zaradi tega. Lahko slavimo ta del sebe in smo hvaležni zanj. Služil nam je, z namenom smo bili v preteklosti, tam, kjer smo bili, zdaj pa je čas, da to pač s hvaležnostjo tudi odložimo in se podamo na pot, ki je bolj v skladu z našo esenco, ki je bolj v skladu z našim bistvom. In dajmo za začetek, za začetek lahko rečem, se samo malo obrniti vase oziroma zapreti oči in razmislite malo, spomnite se malo, kaj v tem letu, v preteklem letu 2025 je bilo tisto, za kar ste res lahko hvaležni. Za katere ljudi, za katere situacije, za katere trenutke. Lahko so bili to vaši bližnji, lahko so bili popolnoma, bom rekla, nepoznani ljudje, ki so vas v nekem trenutku podali nek pogled, neko besedo, da se je zgodila kakšna slučajna situacija, ki vas je mogoče pomirila ali pa vam pokazala pot naprej, en korak naprej ali vas samo opogumila. Skratka, kaj je bilo tisto, za kar lahko rečete, da ste hvaležni v tem letu. Ker je bilo zelo intenzivno na vseh nivojih, kot sem že rekla v začetku, na kolektivnem in tudi na osebnem nivoju. Vsi smo se soočali z določenimi izzivi, ki so preizkušali nas same oziroma kam se bomo obrnili, a bomo še vedno verjeli vase, v svojo svetlobo. In obenem smo mogli imeti tudi veliko poguma, da smo pogledali v svoje sence, v tisto, kar nas nekako omejuje pri tem, da bi res živeli sebe, ki nas zadržuje v tem majhnem jazu oziroma jazu, ki je nastal pod težo pričakovanj, igranju vlog in tako naprej. Skratka, spomnite se teh res trenutkov, za katere pa ste lahko hvaležni in boste hvaležni, da ste tudi naredili
to, kar ste naredili na sebi v tem letu, tudi če so bili to majhni koraki, vsak korak šteje. In naj vas ta energija hvaležnosti ponese tudi leto 2026, ki je, kot že rečeno, eno leto, kjer se bo že začelo kazati nekaj novega, novi začetki torej. Ne vem, kaj bo to prineslo meni, vam, komurkoli, nekako pa čutim, da bo sicer veliko izzivov, prav tako, kot je vedno, ampak da bo res pomembno, da se bomo znali na dnevni bazi vračati vase, oziroma najti neko, bom rekla temu, kar disciplino ali pa neke načine, rituale, kakorkoli to že poimenujete, ki vam bodo dali prostor, da boste lahko začutili sebe, da boste lahko to, kar ste, in da boste lahko v bistvu se povezovali s sabo. Karkoli to je. Za nekoga je to lahko meditacija, za nekoga je to, ne vem, poslušanje določene glasbe, mogoče, ne vem, pogovor s prijatelji, kaj bolj sproščenega, ne vem, ples, kakšna aktivnost, karkoli to je. Dovolite si to in prakticirajte to. Da bomo ostali prizemljeni, ker prepričana sem, da se bo še vedno dogajalo v svetu marsikaj in razpadalo marsikaj, tudi na kolektivni ravni. In bodite vi ta luč v sebi najprej zase in potem tudi za druge v svetu. Tako da to je to, kar sem hotela nekako deliti z vami ob koncu tega leta. Želim vam čim bolj miren vstop v novo leto, prijeten, optimističen, predvsem pa vam želim, da se povežete z ljudmi tudi v novem letu na globok način, oziroma da se povežete, da si upate biti iskreni, pošteni do sebe in do drugih, ker se mi zdi, da bo tudi to nekako odpiralo vrata v nove priložnosti, v nove odnose, v nova sodelovanja. Ključ je torej v iskrenosti in predvsem v tem, da govorite svojo resnico. Zdaj je čas, ni več čas skrivanja, ni več čas, da se potegnemo nazaj, ampak enostavno čas, da povemo svojo resnico, da govorimo svojo resnico s spoštovanjem do sebe, do ljudi, zavedanjem, da ima smisel in da naše besede, naša resnica pripomore k mozaiku življenja na tak način, kot mogoče trenutno se niti ne zavedamo, na kakšen način, ampak je potrebno, da se ljudje res povežemo, res na pristni ravni. In ko smo konec koncev pristni, iskreni, privabljamo tudi ljudi, ki so na tej ravni, oziroma privabimo naše pleme, našo skupino ljudi, ali pa prave prijatelje, če želite, ali pa pravega partnerja, če ste samski, ali pa poglobite še bolj odnos s tistimi ljudmi, s katerimi ste že v odnosu in so vam ljubi. Skratka, iskrenost je torej tista stvar. Ne bojte se odpreti svojega glasu, odpreti svoje grlene čakre, če želite. Seveda, ko smo ravno pri grleni čakri, jaz obožujem grleno čakro, jaz obožujem izražanje in obožujem tudi delo z ljudmi na tem področju in bom to počela še naprej. Torej vsi tisti, ki mogoče potrebujete pomoč pri tem, da ozavestite, kaj vas omejuje, da bi se bolj pristno izražali, tako v odnosih osebnih, intimnih, kot tudi, bom rekla, navzven, ko želite nekako širiti svoje poslanstvo, širiti svoje sporočila, to, kar delate, počnete, kar se vam zdi, da služi ljudem. Skratka, sem tukaj, da vam res dam en tak prostor, en tak zaupni prostor, da to tudi naredite. Torej, da dobite ta pogum, da se opolnomočite in da enostavno zgubite ta občutek, da niste dovolj dobri, da bi delili svetom z ljudmi to, kar ste. Lepo se imejte, uživajte in vse dobro vam, vašim bližnjim. Želim vam veliko novih priložnosti v novem letu, veliko resnice, iskrenosti, pristnih odnosov in vse dobro.